Bi lahko izpostavila trenutek v svoji karieri, kjer je še posebej prišla do izraza jeklena volja? Se mi zdi pa, da se pri meni vsako leto pojavi, ko je čas za iti od doma v tujino. Ko je treba pustiti domače, ko je treba zapustiti Slovenijo, takrat me vedno malo stisne. In se moram v bistvu vsakeč znova spomniti, zakaj sploh to delam. In tle pride pol mogoče do izraza ta jeklena volja, da se odločim in vsakeč znova grem v tujino. Ali pa še mogoče tak trenutek, ki je bil v preteklosti, ko sem še študirala na fakulteti za arhitekturo in usklajevala košarko z arhitekturo, ki je v bistvu kar en malo težjih študijev. In takrat sem se dostikrat vprašala, kaj tega meni treba, ne? Pa potem je v bistvu res, spet prišla do izraza neka volja, želja po dokazovanju, po nekem cilju, pa sem pol zborbala, pa vztrajala naprej, ne? In mi zdaj ni žal, ne? Je lahko v kolektivnem športu odločilna tudi res močna volja posameznika? Dostikrat se zgodi, da enostavno nič ne uspeva, da zgubljamo, da nam nič ne gre. Pa je potem tisti en igralec, ki pa ima jekleno voljo, potegne celo ekipo za sabo in kar naenkrat se igra preobrne in kar naenkrat nam gre, ne. Tako da jaz mislim, da je zelo pomembna tudi ta jeklena volja posameznika, ni pa lih dovolj. Ti blokada ali ukradena žoga tekmice lahko za nekaj minut uniči jekleno voljo ali že v naslednjem napadu povsem pozabiš na spodrsljaj. Zelo rada bi rekla, da takoj pozabim na spodrsljaj, ne. Mislim, da vsak športnik dela pa trenira to, da bi se takoj preklopil, pa da bi lahko šel naprej po napaki, ne. Zdaj to včasih uspe bolj, včasih manj. Enostavno, jaz delujem tako, da več dela imam, boljš se moram zorganizirati, pa so pa tudi rezultati dejansko pridejo, no. Ne rečem, da ni bilo težko, bilo je zelo težko. Enostavno, obe stvari sem imela toliko rada, da sem stisnila zobe pa pač delala skozi na obeh področjih. In ne vem, jaz mislim, da je šport ti lahko ogromno da, še vedno pa se dosti dogaja tudi v glavi.